Del strokovnega mnenja, če lahko pač govorim v njihovem imenu in tudi mislim, da sem legitimen za to, je pač zagovarja stališče, da soobstoj dolgoročno ni mogoč. Torej, če del stroke, ki je pristojna za podajanje tovrstnih argumentov, stališč, trdi v javnosti, da soobstoj gensko spremenjenih rastlin z ostalimi rastlinami ni mogoč dolgoročno, potem je to dovoljšen razlog za vso varnost oziroma previdnostno načelo, ki ga tu pri nas primanjkuje, mimogrede primanjkuje ga tudi na evropski ravni, kar bo mogoče, boste videli iz tekstov priloženih v našem gradivu, ki jih je izpostavila evropska poslanka v Evropskem parlamentu Catherine Lucas. To je pač dostopno tudi na internetu in tudi v gradivu boste zasledili to poročilo leta 2006, kjer dejansko poroča o dogajanju na politični ravni in tudi v Evropski uniji sami ni vse popolnoma jasno, kako se stvari odvijajo, tudi Evropska unija sama ni enotna glede sprejemljivosti in varnosti teh organizmov. Torej, združenje pač stoji še vedno na tej stališču, da bi morali predvsem tehtno premisliti in upoštevati vse varnostne protokole načela pri tem, ko se odloča na politični ravni o tako pomembnem vprašanju, kakor je pač sprejeti v pridelavo gensko spremenjene rastline. To pač tudi strokovnjaki opozarjajo, ne gre za kemično onesnaženje ali radiološko onesnaženje, gre za biološko onesnaženje in biološka orožja so ena najhujših orožij, kar jih človeštvo pozna. Namreč generirajo se sami in jih je nemogoče ustaviti. Iz tega vidika tudi v združenju večkrat poudarimo vprašanje nacionalne varnosti v dolgoročnem smislu, kajti če ne obstaja neke študije na nacionalni ravni, kaj pomeni nek vpliv na dolgoročno posledico v pač sami državi z večjih perspektiv, ne zgolj z obrambnega vidika, namreč ekonomska, socialna varnost, finančna varnost, to so vprašanja tudi del nacionalne varnosti. In tu opozarjamo, da bi morali biti zelo previdni, ko se odločamo o tovrstnih spremembah dolgoročnih, z dolgoročnimi posledicami. Strokovnjaki na tem področju so tudi izpostavili problem zdravja, problem vpliva gensko spremenjenih organizmov na zdravje in tako živali prek krme in prek prehrane tudi ljudi. To je zelo kočljivo vprašanje in skrbi nas v združenju namreč to, da smo dobili tudi iz strani Ministrstva za zdravje informacijo oziroma njihovo mnenje, da pač se oni za tem ne ukvarjajo, ampak da pač zaupajo študijam, ki so jih naredile evropske inštitucije, od tega lahko omenim Evropsko agencijo za varnost hrane. Če to pomeni slepo zaupanje v neke druge inštitucije, se mi sprašujemo, po čem so potem oni pristojni, zakaj, kakšna je njihova vloga. Hočemo opozoriti na to, da ni bila opravljena v Sloveniji nikakršna študija, nobena študija, ki bi ugotavljala vpliv, dolgoročni vpliv tovrstnih sprememb, sprav gojenje gensko spremenjenih rastlin na zdravje živali, torej tudi na zdravje ljudi. In če tovrstnih študij ni, potem sploh ne moramo vedeti, o čem govorimo. In kot vemo, bo šel zakon o tako imenovani zakon o gensko spremenjenih organizmih tudi v medresorsko usklajevanje. Torej, tudi pomembni dejavniki, med drugim tudi Ministrstvo za zdravje in tudi oni bodo mogli podati določena mnenja okrog tega, vendar če nimajo študij, ki bi ugotavljali kakršenkoli vpliv, oziroma sploh ne vejo, kakšen vpliv bodo imele te rastline na zdravje človeka, potem ne more biti to mnenje pristojno za odločanje o sprejemanju zakona. In ta zdravstveni vidik se tudi na posvetu, boste lahko tudi videli zapise, dostopa na internetu, tudi internetna stran od spodaj, boste lahko videli, da tudi ta vidik je problematičen.